Živijo, dragi moji, ponovno sem z vami, Kristi, z energijsko napovedjo tega tedna, ki je vsekakor zelo zanimiva. In sicer prihajamo v teden, kjer bo dejansko zdaj v tem trenutku res zelo pametno, da poslušate, kaj imam zapovedati, ker vam bo seveda izredno prišlo prav. In sicer prihajamo, če bi mogoče najdla neki izraz, kaj je pred vrati, potem bi najrajš pa najlažje bi najdla v bistvu izraz, ki pravi karmični teden. Karmični teden pomeni, da prihajamo v neko zelo intenzivno igro, predvsem na področju odnosov. Najbrž ste sicer vsi to že začutili, ampak tokrat resnično prihaja do neke večje take energijske bombice, katero bo čutiti na odnosih. In sicer se zdaj dogaja, veste, kot nek after effect, kako bi to rekla, to pomeni nek posttraumatski energijski stres, se bo pri številnih ljudeh pokazal. Vse to, kar se je dogajalo od začetka leta, odkar sta se Pluton pa Saturn poravnala in naredila pač svojo zmedo v zraku, definitivno, se je dejansko res začelo intenzivno dogajati. Številni ljudje niso imeli časa sploh zadihati, kaj pomeni zdaj ta poravnava, kaj se zdaj to skupaj pomeni, zakaj je vse to tako, kaj to zame pomeni in tako naprej. In potem je seveda prišel koronavirus in tako naprej, zadeve so šle dalje, ogromno je bilo strahov, veliko je bilo nejasnosti, zdaj se je iz dneva v dan, da številni ljudje ne vejo, kaj bo, kako bo, tako naprej. In dejansko, ko so se začele malo te zadeve umirjati, zdaj pa prihajajo na plano te stvari, ki so se nabirale. To pomeni, prva polovica leta je za nami in zdaj bojo prišle na plano stvari, ki so se nabirale. Številnim ljudem bo to prišlo na plano, jaz upam, da mogoče vam ne, da vam je bilo čisto ok, zaradi tega, ker smo bili ljudje, ki nam je bilo čisto ok, ampak definitivno prihaja pa zdaj obdobje za ljudi, ki so se jim pa nabrale stvari in zdaj, ki je dejansko, ko so vse te energije mečkam popustile, se bo pokazalo realno stanje. A veste, to je tako, da vam bom po domače povedala en primer, ki sem prepričana, da ga že poznate, ali pa ste ga kdaj doživeli v svojem življenju, ali pa ste slišali za njega. To je čisto enako, kakor ko slišite, da je šel nekdo na dopust in je tam ful zbolel. To pomeni, da je nekdo delal, je bil pod stresom, to se mu je dogajalo, on se mu je dogajalo in tako naprej. In potem v enem trenutku je prišel tak človek na dopust in se je sprostil in je vse skupaj popustilo, razumete? In potem, ko je popustilo, se je pa pokazalo tisto pravo stanje, kaj je bilo v resnici zadaj, koliko je bila v bistvu ta izčrpanost močna in kako je bila v resnici veliko večja, kakor si je človek predstavljal. No, to je to. To je dejansko čist ista stvar, to pomeni, številnim ljudem se bo zdaj pokazalo, kaj v resnici so doživeli, kaj v resnici so čutili in znajo zadeve prihajati na plano. Zdaj pa, ko takim ljudem prihajajo zadeve na plano in si ti, recimo, da si ti ok, recimo, da ste vi ok, in boste vi prišli v odnos z njimi, lahko kar naenkrat zelo osebno se skupaj vzamete. To pomeni, da kar naenkrat lahko rečete, da se njim zmešali, pa da so ratali ne vem kaj in tako naprej. Nekaj morate vedeti, v tem obdobju bo vsak čistil ali pa aktiviral svojo percepcijo. Eni jo bojo čistili, eni so prišli do točke življenja, ki jim je vesolje zdaj ponudilo možnosti popolnoma začeti drugače, popolnoma na novo, ampak to za njih ni lahek proces. Kar pomeni, da znajo v takih situacijah blazno stresno ali pa negativno odreagirati, da pa celo tako, da vi ne boste razumeli, kaj za vraga jim je. A veš, ko včasih ko pogledaš pa rečeš, kva se je naselil vate model? A ste že kaj imeli? Kaj je tam le noter zdaj? Kjere bubice so se naselile? Skratka, mi vsi smo imeli taka obdobja v življenju, če se strinjate. Tudi vi ste imeli, tudi če zdaj niste, ampak ste imeli v življenju, ste imeli obdobje, kjer ste čutili take stvari, kjer ste čutili take pritiske. In spomnite se, kako je bilo ven takrat in kako ste vi dojemali okolico in kako danes drugače dojemate. Tako da ostalim ljudem morate dati možnost, da to percepcijo odigrajo, prečistijo, se jim dogaja kakorkoli že. Predlagala bi vam, da zadeve v tem obdobju s strani okolice ne jemljete osebno. Ne pravim, pa ste stop igra, ne pravim, da ima kdorkoli zaradi tega dovoljenja, da vas zlorablja,
se dere na vas, vam meče, ne vem, kaj v glavo in tako naprej, definitivno ne. Okay. Definitivno to ni noben izgovor za to, če se kaj takega dogaja, morate seveda ustaviti zaradi tega, ker ni prav, da pa vi v imenu nekega sočutja dobivate energijske napade, ampak mogoče pa vseeno, kjer ponovadi niso taki ekstremi, če pa vidite, da je nek človek mečkam bolj razdražen, da mečkam bolj ne more reagirati pozitivno, tako kar ste bili navajeni, bi vam predlagala pa, da ga pustite. Niti ne bi vam predlagala v tem obdobju, da se preveč spuščate v to, kaj bi ti mogel, pa zdaj to narediti, pa tako pustite ljudem, da imajo svoje procese. Ne se sami odločijo, bojo meditirali, ne se sami odločijo, kako bojo to pucali, ne se njihovi angeli odločijo, a rabijo lekcijo, a rabijo pomoč. Če rabijo pomoč, bojo itak te ljudje sami zaprosili za to, razumete? Skratka, probajte mogoče bolj ta fokus, ko bo treba parkrat globoko vdihniti in izdihniti in bo treba, to definitivno, dajte mogoče bolj fokus potem nazaj na sebe. To pomeni, ok, to je tvoja transformacija, to je tvoja percepcija. Jaz sprejmem zaradi tega, ker sem tudi jaz imela tako obdobje, ampak definitivno, kaj v tem obdobju jaz lahko zase naredim, to pomeni, da bolj fokus, kaj mi kdo negativno dela od zunaj, preusmerim na to, kaj lahko jaz tukaj v tem obdobju za sebe delam maksimalno pozitivno, pa to ni sebično gledano, briga me zate, kaj ti doživljaš, niti ne, ampak nekaj si zapomnite, če boste vi znali v neki hiši, pa v katerem okolju ste delovnem, kakorkoli že držati, če boste vi znali držati za sebe zadovoljstvo, pa pozitivno manifestacijo in boste vi ful naravnani na to, pozitivno manifestiram, gledam, kaj je dobrega, tako naprej, boste to dali v okolje in tem ljudem bo lažje, zato ker bo v bistvu ta energija zadela v njihovo auro. Tako da boljš, kakor da dva zaplešeta v negativo, mogoče dobro, da en gre na ful pozitivo, ampak na pozitivo greš najlažje, ko poskrbiš za sebe. Ko je dejansko tebi nekaj v redu, ker pač ko smo zvezani, na planet smo prišli za sebe, ampak na tak način lahko tudi definitivno pomagate drugim. Ogromno bo karmičnega čiščenja, ogromno znajo prihajati na plano zadeve, da vam bo nekdo nekaj 10 let starega omenil, pa tako naprej. Kolikor to prihaja na plano, kolikor vidite, da se ljudem dogaja te stvari, da imajo več kot očitno tendenco, da se o tem pogovarjajo in to namenite. Prav je, da se zdaj dogajajo te pogovori, prav je, da se vsak vpraša, res bomo stopili v septembru, predvsem v čist novo obdobje, ki je čist kolektivno smo tukaj, vsak izmed nas so odgovoren, kje bomo mi septembra. A bomo šli spet v negativo, a bomo dovolili do une poravnave 21.12., ko bosta zaplesala Jupiter pa Saturn, a bomo dovolili, da bomo šli tja čist pobiti, ali pa smo vzeli to obdobje kot eno veliko učno sporočilo in rekli, tja gremo drugače in tja gremo na tak način, razumete? Tako da definitivno veliko fokusa na to, tako da jaz mislim, da je ta video vsebina zelo pomembna, ker lahko reši mogoče marsikateri odnos, tudi med starši pa otroci in tako naprej. Tako da predvsem na ta način zdaj gledajte in probite vzdrževati, to pomeni to pozitivno manifestacijo do svojih ciljev, do tega, kar ste vi, in potem bi mogli biti vse ok. Definitivno vam predlagam potem, da si pogledate tudi na naši spletni strani portal 88. Kot veste, vsako leto je to ful močna energija, ki se sproši na planetu. Bom jaz imela en tak zelo poseben dogodek na to temo, kjer se bo osredotočila torej na gradnjo pozitivne energije, prinesti nazaj pozitivno energijo, ki se bo rabila za september. Mihael je pripravil mistično mantro 108. Imeli bomo številne online delavnice, spletne meditacije, polna luna prihaja in tako naprej. Poglejte si na potovanje.duse.si. Mi smo vas definitivno opremili za to in to je to. Skratka, želim vam en čudovit teden, se vidimo in čau.